Naj večer se počasi izteka, ampak izteka se v eni veliki jasnini, tako kot se izteka v veliki jasnini ta pesniška zbirka. Peter, tebi tako drag režiser Andrej Tarkovski je enkrat rekel, bolj kot je svet poln disharmonije, bolj kot je poln barbarstva, zla, bolj potrebujemo veliko umetnost, da v nas krepi sluh do harmonije. Kaj praviš o tem? Enkrat sem poslušal enega vrvohodca, tega ekvilibrista, in je rekel, da dokler ni dojel, da je varen v gibanju, mu ni šlo. Samo v gibanju se da ravnotežje iskati, ne na mesto. In to je ena taka reč, mislim, da je s tem ravnotežjem vedno. Se pravi, ko se neke stvari ustavijo, če se ustavijo tam, pravzaprav lahko na eno ali na drugo stran zgrnijo. Če se stvari premikajo, se bo to ravnotežje zmeri da iskati. In ravnotežje zmeri treba iskati, po moje. Tako da pravzaprav zdaj, če je več enega, mora biti tudi več drugega. So pač te kontrasti malo večje. Jaz mislim, da to tako je. Ravnotežje pa nekako je na ta točka, v katero se bolj ali manj je dobro zmeri vračati. Ne? Če tega ravnotežja ni, potem je v eno ali drugo smer pravzaprav lahko zgrmiš. Zdaj, če v hribe greš, se to zelo brutalno da videti. Tukaj je pa duhovnem svetu je pa isto pravzaprav. Janez Svetina, ta psiholog, je, ko je prišel iz Indije, ko se je vrnil, je govoril, da je pravzaprav treba vedno ravnotežje duše, duha pa telesa vzpostavljati. Se pravi, duša z umetnostjo, duha z znanostjo pa gibanje. Ne? Se pravi, vse te tri stvari mora biti v ravnovesju. Jaz sem pri sebi videl, da tudi pravzaprav samota pa te socialne stike ali pa družba, da to mora biti v ravnovesju. Skratka, zmeri neko tako ravnovesje se išče in ni, da bi zdaj v tem ravnovesju ves čas bil, če bi v tem ravnovesju bil in ne vrsi v stalne kontemplacije. Verjetno vse ne boš tudi to, kakšni poščavniki, meniki, verjetno tudi do tega pridejo. Ampak, da se zmeri išče to ravnotežje, da se zmeri vračaš v to ravnotežje. Ne? Da je to en tak dom pravzaprav. Se te potem malo skrene, pa klecneš, pa padeš, pa se pobereš. Ampak zmeri je novo, da se to ravnotežje vzpostavlja. To se mi zdi pa bistveno. Se mi zdi, da v teh zadnjih pesmih, v tej zbirki, v tej pesnitvi, ko govoriš o spoznanju Boga, o izkušnji Boga, kaj izkušnje pravzaprav ne ločuješ od izkušnje vsega, od izkušnje celote, od izkušnje vseh stvari, kot da je v Bogu možno resnično spoznanje vsega, kot da je v Bogu to starodavno nasprotje med enim in mnogoterim, da je preseženo, da se v Bogu vse stvari stičajo v eno, to presežno eno. Pa bi mogoče prebral 28. pesem. Odpiram oči, veke so lahke, ves sem lahek, veter sem, ki vas objema. 29. Grem si naproti, za obzorjem se srečam, tebe čutim, ki se te je pes Poncija Pilata izbral za gospodarja. Vidim te, tipa. 30. Na koncu sem in spet na začetku, o točki, v katero se steka podoba, v kateri valoviniva, če se ozrem, sem oko, iz katerega se rojeva svet. Bi nam razložil mogoče, pa povedal kakšno misel o tej podobi, spet eni čudoviti podobi, ki jih je polno tvoje ustvarjanje. Če se ozrem, sem oko, iz katerega se rojeva svet. Oko se ozira v oko. To je ta obrnjena perspektiva, mislim, ki je v ikonah zelo značilna. Ne? Vsaj, kar je Marko Rupnik razlagal, da se perspektiva ne oži, ampak se širi. In zdaj, če se ti ozrač, se pravi, kot človek ozreš
vidiš iz ene perspektive, ampak gledaš oko, ki iz druge perspektive tebe gleda. To je na ta misel. Pa Jošta Snova tudi recimo s temi slikami, ki sem jih omenil na začetku. Ene slike imajo take zelo izrazite podobe, se pravi, doječa mati, ne, Marija z Jezusom, ampak tako bi rekel, take ikone, zelo moderne, ampak v bistvu še zmeri ikone. Potem imamo pa neke slike, ki so pravzaprav narava, kot ene taki pejsaži. Sem rekel, kako imaš, tukaj imaš tudi nekakšno te duhovne elemente, da se tukaj tudi vidi. Rekel, ja, tukaj je to točko, ne, narava zmeri teži k ureditvi, da se bo zmeri neki uredil, pravzaprav, da je na to ravnovesje in da je eno izhodišče, pravzaprav ena trdna točka tam obstaja. In to mi je bilo zanimivo, pravzaprav ta točka je lahko tudi tisto oko, zdaj odvisno s kateri strani gledaš, ti gledaš oko, no pa gleda tebe. To se mi zdi ne take podobe, ki so se pol tu not ujeli. Pravzaprav gledaš in na koncu spoznaš, da si ti sam uzrt, ja. Da si ti gledan. Ja. Preden skleneva ta večer, bi dal besedo še vam, dragi poslušalci, če se je komu porodilo kakšno vprašanje. Zakaj so te zadnje pesmi, mislim, da so pisane v kurzivi, te štiri? To so te dve, ki sem jih zdaj prebral. Ja, te. 28, 29, 30. Ja. Zakaj so v kurzivi? To je, če boste videli tam nekaj stvari, so v kurzivu, zato ker te pesmi izreka en od teh, ki noter nastopajo, pravzaprav katerih je govora. To sem jaz tako pisal. Se pravi, zdaj, kako boste vi brali, je drugo, ne? Ampak en od teh sinov edincev govori, izreka te pesmi. Pač je glas posodov, ne? Pri meni, v moji glavi. In on pravzaprav te pesmi piše tudi tako, če gledate, so drugačne. Zdaj te pesmi, ene so take, ne? In potem tiste so pa take zelo kratke, take čist drobni verzi so. In to je ena taka podoba, pravzaprav Fabian Hafner. Takrat je ene take zelo kratke pesmi s temi zelo kratkimi verzi pisane, tak spomin ali pa nanga je tudi pravzaprav to, ko sem jaz delal. Pravim, ko pa ste vi brali, pa ste drugač brali. Zato sta tudi dve pesmi, sta pa naslovljeni iz Iliča. To je pa še ena stvar, ki me je tako zelo pretresla, nikoli nisem pravzaprav premišljal, da glavn je rekel tisti trenutek Jezusovega trpljenja ni križanje po moje, ampak je uječi. Ne? Se pravi, tisti čas negotovosti, ker te, ko si enkrat pri koncu tam že veš, zdaj, okay, ne? Kar bo bolj, bo tako ali bo drugač. Ampak ko si pa uječi, pa ne veš čistočno, kako se bo stvari išle. Ko čakaš, ne, nekdo je bolan, zdaj ali bo preživel ali ne bo preživel, nekdo se je izgubil, ali ga boš najdel, ali ga ne boš najdel. Ko zveš, ne boš ga najdel, umrl ali pa je prišel, takrat so stvari jasne, takrat se oddahneš, tako ali drugač. Tisti čas negotovosti je pa pravzaprav pošasten. Ne, in tukaj enkrat, ko je pater Jože tisto ječo naredil, ne, takrat mi je pravzaprav prvič kapno, da najhujši del Jezusovega trpljenja je, ko je v ječi. Ne, ko čaka, ne veš, ali bo je ga kljub vsemu spustil, ali ga ne bojo spustili, ali bo umrl, sam je nikogar nima, ne, to se mi zdijo najbolj grozni trenutki. Mislim, ko se vleče, to se neskončno vleče. Ne. In takrat so pravzaprav potem te ječe tudi prišle, se v to premišljevanje, pa spet pri meni, pred samomorom pravzaprav tega bratranca, pa tega kolega pesnika, ne, kaj se mora v takem človeku takrat doživeti, ko se odloči, to niso hipne stvari. Ne, ko ve, pa se poslovi in potem tam traja še nekaj časa. Ne. To se mi zdi, grozno se mi to zdi. Ne. In to so stvari, ki so se tukaj bolj izpisale, na koncu pa seveda mora priti neka odrešitev. Ne. To mislim, samo nisem prenesel, da bi zdaj se tam stvari končale. Zato se potem konča tako, da je nekako ta tesnova premagana, vsaj začasno. Ne. Še kakšno vprašanje? Več zadnjič, ko smo se pogovarjali, Peter me je zelo nagovorila podoba, ki se je izrekel ravno, ko smo se poslavljali. Namreč
tvoj rod izvira tudi iz idrijskega konca, ne? Idrijo dobro poznaš in ko si rekel, ne, da je za Idrijo značilno to nasprotje oziroma ta kontrast dveh podob. Po eni strani to garaško delo v rudniku in po drugi strani ta prefinjenost idrijskih čip. In se mi zdi, da tvoja poezija ima to moč, da se poglobi v zelo raznovrstne izkušnje človeškega bivanja, človeške eksistence in jih da izrazi kot pesem. In tudi romanje tega Jasperja Krulja, oziroma to potovanje vas, njegovo, gre skozi vse te odtenke človeškega bivanja, z ničemer pa ni privarčevano. Vse mora da skozi. Vse to pa se sklene v zadnji 33. pesmi. 33. pesmi. Zdaj pa še reči. 33. pesem je v bistvu zadnji. 33 let je bil star Kristus, ko je bil križen. In bi te prosil, da prebereš to pesem za sklep tega večera. Ostaja mi še zadnje leto, v katerem bi želel zložiti čevlje na polico pred sobi, pospraviti pisalno mizo in se lotiti novega dela. Jasper Krulj, pater Edelrid, podoba pred in za zrcalom. Obledela metafora, kot je ta hip obledela tesnova. Svojo dlan mi podstavljaš pod stopalo veliki plezalec, medtem ko mi drsi z negotovega oprimka. Če bi padel v nivo zrelega ječmena, bi padel na hrbet konju rojenemu iz detelje. Uho, v katerega stopam, ni moje uho. Skupaj z lastnim ušesom sem se naselil v njem. Izlezel sem v objem Materi Božji, barve, same barve pršijo čez moje ta hip najdene besede. Ves sem uho v ušesu sveta. Srečanje s tvojo poezijo, ne bi morda še ti hotel kaj dobrati, še kakšno pesem prebrati. Ja, jaz bi samo harmonikarja, zdaj za violinistko nimam, ampak za harmonikarja pa imam. Razmislek o sreči, si pa ne bom več. Srečo je slišati kot udarjanje kladivc v stenski uri ali kot škrtanje sprehajalnih palic po pesku v Tivoliju. Sreča diši po sveže pokošeni travi, prhne kot ptič, ki ga ni ujel maček. Sreča je, ko lahko na bel nov list posadiš še harmonikarja, na sredo lista in harmonikar igra in igra in igrati ne neha.